Dragi mladi prijatelji, drage rekrutke in rekruti, lepo pozdravljeni. Veseli me, da sem danes tu in rad bi vam povedal, da se glas o tej rekrutaciji sliši povsod po Sloveniji. Povsod po Sloveniji se veselimo tega, da tu v Beltincih in drugih občinah v Prekmurju tako lepo ohranjate to staro in lepo tradicijo in da se tako iskreno, tako navdušeno vključujete to, da ta tradicija živi in da bo živela še naprej. In jaz želim, da bi živela še zelo, zelo dolgo. Prekmurje je znano po svojem domoljubju, po dobrih ljudeh, po ljudeh, ki imajo radi Slovenijo, po ljudeh, ki skrbijo za to, da bo naš razvoj čim boljši. Danes bi rad ta pozdrav izkoristil za to, da vam zaželim tudi lep pomladanski majski dan. Maj je mesec ljubezni. In veseli me, ko vidim vsa ta dekleta in fante, ki se imajo dobro in ki mislim, da del današnje pozornosti posvečajo tudi ljubezni. Lepo se imejte, radi se imejte in želim vam vse dobro. Hvala lepa. Slovenski vojski oziroma Ministrstvo za obrambo. Namreč brez take oblike zaposlitve ne bi niti približno mogli trenirati teh vseh disciplin, ki se jih prej naštel, kaj šele osvajati oziroma se udeleževati tekmovanj in osvajati kolajne na vseh teh največjih tekmovanj. Zgledam, pa tudi prej, ko sem vas gledal zunaj na vozovih, sem se spomnil, da sem tudi jaz enkrat bil v taki situaciji, da sem se udeležil, mi smo rekli takrat po domače, štelenge, to je bil nabor. In takrat seveda nobenemu od predsednikov, kakršnih koli, najmanj pa seveda državnega predsednika, ni prišlo na pamet, da bi nas prišel pozdraviti, tako da si lahko to štejete eno veliko čast in tudi seveda naj bo to en lep spomin. Potem zdaj sem videl v bistvu, da je vojska tako zelo ena super zadeva, sploh za naš športnik, ki skrbi super lepa, to lahko tudi moji sodelavci tu, vsi se strinjajo s tem. Leta in leta prihajam v vaš koncert, vaš današnji praznik in vedno mi je ostala ena pesem v spominu. A poznate vi? Vsi so Lenvenci. A gre?
zdravo, jaz sem Edvard Francelj, sem iz Lipovec, hodim na srednjo gostinsko šolo Radenci in moram priznati, da me orožje fascinira že dolga leta in zadnje čase zelo premišljujem, da bi se pridružil prostovoljni, mislim, da bi se prostovoljno pridružil slovenski vojski, da bi služil svoji domovini, na katero sem zelo ponosen. Rekrutacija je dan za veselje, tako da mi je res kar fajn dan, sem zadovoljen s predstavitvijo, videl sem vse, kar me zanima. Posebna čast nam je, da smo videli gospoda predsednika Turka, da si je celo vzel čas, da je prišel, da nam je dal govor tukaj v našem prelepem Prekmurju. Voz smo okrašivali včeraj od 4. ure, do 1. zjutraj. Prvo smo šli po vejke, lej se je že prele zbral, ker ga smo zbili gor na voz. Te smo gor djali polvinil, na polvinil smo gor zabili še vejke, pa gnje zjutraj smo še pantike gor dejvali. Pomagali so nam predvsem starejši letniki, pa tudi starši. Posebej Tomaž Nemcu. Točno. Brez njega to ne bi napravili. Ja, pa njemi se največ moramo zahvaliti. Smo okraševali predvčerajšnjim, so nam starejši pač dali na svet za pač kje poiskati to listje, pa kje poiskati te veje za okrašitev. Okrasili smo ga včeraj, pač pa velika čast je, da je predsednik Turk prišel k nam. Častno nas je obiskal sam predsednik države Danilo Turk. Na to smo zelo ponosni, saj smo pač domoljubne in smo pač edine punce, ki nimamo fantov iz vasi Podležje. Smo naredili mrežo, katero smo upognila, na to mrežo smo pač dala smrekove veje. Na te veje smo pa dale okraske iz Bravo, vse en dan! In veseli smo, da je rekrutacija. Res smo počešeni smo, da je prišel predsednik. Sicer to je tradicija velika, vsako leto se izvaja na isti dan skoraj.